Pozdravljeni v pregledniku. Okoli 150 delavcev Saniteka, hčerinskega podjetja Mariborske livarne, je v sredo zjutraj začelo stavkati. Direktor medijem ni dovolil v tovarno, zato so zaposleni, opremljeni s transparenti in svečo, prišli pred tovarniški vhod. Od vodstva zahtevajo izplačilo marčevske plače in plačilo neplačenih prispevkov. Hočemo delo in pošteno plačilo, nočemo pa slabega vodstva. To je sporočilo delavcev, ki so za minimalne plače delali več let, ker so upali, da bodo s tem rešili tovarno. Livarni smo prižgali svečo po 35. letu garanja. Stara sem 52 let, dela ne bom dobila več. Otrok mora jesti, vsi moramo jesti, vsi moramo položnice plačati. Pa če ti reče, ne bo plač. Kako je to hudo, kot si na cesti. Druga pa nič nimam besed več. Maribor je v taki grozi, ampak samo kaj smo lahko v večeru prečitali, da bomo na primer zaprosili za pomoč. Mislim, če je to rešitev, pol žalostno za Maribor pa za celo Slovenijo. Zdaj so odločeni, da bodo vztrajali, dokler ne dobijo plač in poravnanih prispevkov. Službe ne bom dobil nekjer, vztrajali bomo do konca. Druga ne ostane. Za težave krivijo vodstvo. Imena so napisali na transparent in tudi banke, ki niso podprle dokapitalizacije. Te banke so za svojim nerazumljivim dejanjem dobesedno Mariborsko livarno spravile na kolena. Direktor Boris Šlamberger je sicer zjutraj stopil pred delavce, vendar jim ni zagotovil, da plače bodo. Je pa potrdil, da bodo odpustili najmanj 100 ljudi. Možno je tudi več, če ne bomo našli pravih rešitev. Do kdaj boste vedeli? Poglejte, stvari tečejo, se dogovarjajo, ne bi rad prejudiciral. Konec marca je bilo na Mariborskem zavodu za zaposlovanje prijavljeni že več kot 16.400 ljudi. Dodaten priliv pomeni za Maribor, ker je stopnja brezposelnosti višja od 18%, pravo katastrofo. Gre najverjetneje za populacijo starejših delavcev, za populacijo tudi morda invalidov, za osebe, ki so brez izobrazbe in dejstvo je, da na nivoju tako mestne občine Maribor, kot tudi širše naše območne službe Maribor, takšnih delovnih mest ni. V vseh teh tovarniških obratih tukaj za mano je pred desetletji imelo delo še na tisoče Mariborčanov. Zdaj so očitno dnevi šteti tudi Mariborski livarni. Okoli 200 delavcev podjetij Sanitek in Armal je v petek protestiralo tudi v središču Maribora. Zaposleni že 2 meseca niso dobili plač, ogorčeni pa so, ker vodstvo družb zanje nima rešitev. Predsednik uprave Boris Šlamberger je potrdil, da bo podal predloga za stečaj tako Saniteka kot Armala za krovno družbo. Mariborsko livarno pa se je na okrožnem sodišču že pričel postopek prisilne poravnave. Livarna je imela konec marca skupno za dobrih 74 milijonov evrov dolgov. Na tovarniškem dvorišču, kjer v nekaterih obratih stroji že nekaj dni mirujejo, so se zbrali delavci, večina še vedno v delovnih oblekah, ker bi radi delali za pošteno plačilo. Po 3 dneh stavke so se kot v pogrebnem sprevodu odpravili še na Mariborske ulice s transparenti, na katerih je pisalo: Šlamberger je grobar, vlada, banke, sodstvo, pogrebniki slovenskega gospodarstva. Sramota za državo, za pravosodni sistem, za kriminaliste, da jih niso prej ustavili. Številne sveče v rokah in solze pa so pričale, kako obupani so nad usodo, ki jih čaka. Zapravili so vse, to je banda, to je pokvarjeno, tak narod so postavili na cesto, na golo, niti za golo preživetje ne bomo imeli. Oba dva smo zaposlena v livarni, oba dva bomo na cesti. Če zdravstva več ne bomo imeli, zaradi tega, ker nam niti prispevkov niso plačali. Imam kredite, kako bom to izplačeval, ne vem. Pa družina, otroka starega 11 let. Prižgali so sveče še pred bankami, večinskimi lastnicami livarne. Tudi njih delavci krivijo za stečaj, čeprav so se strinjale, da bi terjatve pretvorile v lastniške deleže, so na zadnji skupščini prevladali drugačni interesi. Ker mnogim ni ostalo niti za položnice, župan zdaj poziva javna podjetja, naj družinam ne izklapljajo elektrike, vode ali plina. Več kot 220 zaposlenih v hčerinskem podjetju Mariborske livarne Sanitek se je najverjetneje v tolikšnem številu zbralo zadnjič. Danes je namreč že jasno, da gre podjetje v stečaj. Tako se po stoletju iz Maribora umika sanitarni program. Od tako opevanega livarnenega prodora na avtomobilski trg pa ostajajo več kot 70 milijonski krediti in bojazen, da bo v podjetju 780 delavci dela le še za polovico.
Uprava mariborskih košakov bo zoper švedsko agencijo za hrano, ki je sporočila, da je v njihovi goveji salami odkrila sledove svinjskega mesa, vložila tožbo za skoraj $500 000. V podjetju so namreč prepričani, da so negativni rezultati analiz slovenskega in švedskega laboratorija povsem ovrgli sum o primešani svinjini. Od švedske agencije za hrano pa zahtevajo, naj dokaže, da so bili v vzorcu res najdeni sledovi svinjskega mesa. Švedska agencija za hrano oziroma laboratorij, v katerem so goveji kulen najprej testirali, je storil niz napak, pravi direktor Bojnec, in našteva. Vse do danes jih niso uradno obvestili o rezultatih analize, temveč so se morali na Švede obrniti sami. Pri tem so ugotovili, da laboratorij, ki je opravil analizo, pri kateri je bil potrjen sum na svinjsko meso, sploh ni akreditiran za tako imenovano kvantitativno metodo. Je naloga in strokovna obveza vsakega laboratorija oziroma agencije, da ugotovljene prvotne teste dodatno preveri oziroma potrdi. To pomeni, da bi moral biti ponovno izveden najmanj en dodaten test na istem vzorcu v tem laboratoriju. Te kontrolne analize vzorca pa, tako Bojnec, naj ne bi naredili. Ob tem naj bi švedski inšpektorji analizirali le en izdelek. Verpflichtung für die Lebensmittelbehörde in ganz Europa, egal wo, wenn eine Probe gezogen wird aus dem Markt, eine zweite und ich ergänze noch zusätzlich eine dritte Probe zu ziehen und die zur Verfügung zu stellen, damit ein Unternehmen seine Unschuld beweisen kann. Te možnosti košaki niso imeli, pojasnjuje direktor akreditiranega zasebnega graškega inštituta in dodaja, da je velika možnost, da je prišlo do zamenjave vzorcev, saj naj bi bili vsi laboratoriji po Evropi trenutno preobremenjeni. Škode, ki so jo po objavi, da je v goveji salami svinjina utrpeli košaki, se še ne da izmeriti, je pa več milijonska. Tudi zato bodo Švede tožili. Najmanj 450 000 evrov, seveda bo pa dejanska škoda precej večja. Obrnili smo se tudi na švedsko agencijo za hrano, kjer so nam povedali, da stojijo za svojo analizo in da tudi sicer delujejo v skladu z evropskimi določili. Tam Durabus je potem, ko je konec lanskega leta od stečajne upraviteljice najel prostore ter odkupil zaloge, reprodukcijski material in končane izdelke propadle tovarne vozil Maribor, v petek svečano zagnal proizvodnjo novih avtobusov. Ta sicer poteka že od začetka marca, 65 zaposlenim pa se je za nekaj ur pridružil tudi predsednik republike Borut Pahor. Ob 8 zjutraj je predsednik države zavihal rokave in zaposlenim v Tam Durabusu, ki sodi v sklop kitajskega koncerna CHTC, pomagal pri vgradnji stranskih oken v novem potniškem avtobusu. Poskušamo narediti tudi v tem smislu malo PR-a za to, da je Slovenija dejansko tukaj hvaležna tistim, ki razmišljajo o investicijah sem v te kraje. Zato sem tukaj. Tam Durabus, ki trenutno zaposluje 65 ljudi, naj bi v letošnjem letu izdelal do 60 turističnih letaliških in mestnih avtobusov. Najkasneje jeseni pa naj bi začel tudi z izdelavo tovornjakov. Over the next years we are aiming to reach an output of 300 buses. Here we will have to do hard job in the market. Investitorji so sicer zadovoljni s kakovostjo delovne sile in delovno infrastrukturo, manjše težave pa imajo z bankami. Zanimajo pa se tudi za nove investicije v Sloveniji. To be honest, yes. If I say that, then it is so obvious that you will know which company this is. Z namestitvijo zaščitnega znaka, ki močno spominja na nekdanji emblem mariborskega giganta na letališki avtobus, pa so danes slavnostno in smelimi željami zagnali proizvodnjo. Da sem v tem in naslednjih letih edini odpuščeni delavec in da namesto odpuščanja sledi zaposlovanje novih. Tam Durabus pa naj bi že po poletnih počitnicah začel pogajanja z novo KBM, največjo upnico propadle tovarne vozil Maribor, o odkupu proizvodnih prostorov. Tako želi dokončno potrditi resne namere o razcvetu avtomobilske industrije v štajerski prestolnici. Letošnja zima je močno načela mariborske ceste. Ker za korenito obnovo primanjkuje denarja, bodo na občini za investicije namenili le približno 2,5 milijona evrov, potrebovali pa bi še vsaj enkrat toliko. Za letos pri Nigradu načrtujejo preplastitve v mestnih četrtih, prenovo pa naj bi dočakali tudi Trubarjeva cesta in ulica Pariške komune, ki velja za eno najbolj uničenih cest v mestu. Luknja pri luknji, globoke razpoke, nevarni cestni jaški, uničene bankine. Tako slabih cest v Mariboru že dolgo ne pomnijo niti taksisti. Katastrofa. Dopoldan je deževalo, popolnoma pa peljem čez lužo.
Pa kaj se mi je zgodilo, sem se felno zvil. Več kot polovica cest je slabi. Trese pa. Amortizeri trpijo. Pa avto tudi. Zdaj se učimo, kako se izogniti luknjam, pa ki se pelati, kjer ni takih jam na cesti, ker to so zdaj že vse jame. A denarja za popravilo ni, za preplastitve vsako leto namenijo le 200 000 evrov. Trenutno pa je na cestah kar 2000 kritičnih točk. Do tega trenutka smo že na 45 lokacijah začeli z krpanjem teh udarnih jam. Na 3 lokacijah smo že tudi te linijske razpoke popravili. Da bi zakrpali vse luknje, bi po ocenah direktorja Nigrada potrebovali še najmanj 2 do 4 milijone evrov. Trenutno pa ni jasno niti, ali bodo za investicije že predvidena 2,5 milijona evrov sploh lahko porabili. Zimska služba je bila namreč letos dražja za skoraj 1 milijon evrov. Se pa lahko zgodi, da se bodo ta sredstva, se pravi teh 2,5 milijona, da se bo to še zmanjšalo na račun zimske službe. Za zdaj je v proračunu umeščena preplastitev cest v mestnih četrtih, prenova podhoda na Titovi, Truberjeva cesta in ulica Pariške komune. Številni Mariborčani, ki nimajo svojega vrta, bi radi imeli košček zemlje, na katerem bi lahko pridelovali vse osnovno zelenjavo in sadje. Nekaterim se je želja uresničila v okviru projekta Urbane brazde Evropske prestolnice kulture, ko so dobili v obdelavo del skupnostnega vrta. Ti so prve sadove svojega dela pobirali že lani, letos pa je se ponovno nabrala dolga čakalna vrsta bodočih vrtičkarjev. Po dolgi zimi so uporabniki skupnostnega vrta v Borovi vasi komaj čakali, da se zapodijo med gredice. Lani je bilo bolj slabo, ker lani smo komaj začeli, tudi je bila pirnica. Lansko leto smo imeli večina krompir, tako da je letos zemlja malo boljša. Vse smo imeli celo leto, ta košček imamo mi dva, pa smo imeli vse. Sicer pa se morajo redno izobraževati o ekološkem načinu pridelovanja. Morajo biti ekosadike, se pravi s certifikatom, morajo biti ekosemena in ne smemo uporabljati na vrtovih nobene kemije, kar pomeni ne za gnojenje, ne za škropljenje. V kratkem bodo na voljo še 3 nova zemljišča, 2 v Novi vasi in 1 na Pobrežju, skupno približno 80 vrtov po 50 kvadratnih metrov, kar bo ravno dovolj za okoli 140 prosilcev za vrtove. Zaenkrat to, kar kaže vsaj tisti prvi del, tisti, ki so že dlje na čakalni listi oziroma ki so bili zelo aktivni, tudi hodili na razne izobraževanja oziroma delavnice ali pa srečanja, tisti bodo zagotovo lahko dobili vrtove v tej prvi fazi. Sicer pa ne gre le za brkljanje po vrtu. Tu ne gre toliko za individualno vrtičkarstvo, kjer je vsak ločen od vsakega, zagrajen z ograjo in podobno, ampak gre za to, da res zaživijo vsi vrtičkarji skupaj kot neka skupnost. Tam se zbiramo, se pogovarjamo, zmenjujemo razne ideje, pikniki, skratka, to je ena čisto druga kvaliteta življenja, kot pa življenje v bloku. Konec maja se obeta še ena bistveno večja lokacija za vrtove v Stražunu blizu Tezna, zato nove prosilce vabijo, da se čimprej prijavijo za svoj košček zemlje. Na nas so se obrnili jezni krajani Slivniškega Pohorja. Nezadovoljni so s komunalnim podjetjem Saubermacher. Smeti jim odvažajo poredko, tovornjaki se ne ustavijo pred njihovimi domovi, ampak morajo domačini smeti sami odvažati v dolino. Zdi se jim nedopustno, da morajo komunalnemu podjetju za to več kot pošteno plačati. To je domačija Kovačevih. Tovornjak za smeti do njihove hiše ne pride. Odpadke morajo sami dostaviti kakšna 2 km v dolino, do tega križišča, od koder jih podjetje Saubermacher na to odpelje. Smeti odvažajo le enkrat mesečno, ko se pošteno nakupičijo, a položnice treba kljub vsemu plačati, so razburjeni krajani. Naj bi jih odpeljali ven, do ceste, ne? Zdaj pač dogovorili smo se tu do kmeta, ampak on pa tudi več ne pusti, ne? Pri Saubermacherju pa očitno nimajo niti evidenc. Kovač takole v eni roki pokaže položnico, v drugi pa poziv, da se mora naročiti na njihove storitve. Avto nimam za to, da bi jaz smeti vozil, tako da če je plačano, naj vsak svoje delo naredi. Tako da plačniki smo skozi, ne? Ampak oni so pa neredni od vozniki. Pri komunalnem podjetju danes niso bili dosegljivi. Neuradno pa naj bi jim pri odvozu smeti težave povzročala slaba in preozka cesta. Tu so vozili tudi 40-tonski šleperi, hlodovine. To je na tavžne kubikov šlo lesa, ven. Oni pa z 20-tonski ne morejo, ne. Če pa drugače ne gre, pa naj šofere menjajo.
Na asfaltno prevleko krajani čakajo že desetletja in bodo očitno še nekaj časa. Na Slivniškem Pohorju bodo letos prenovili le eno cesto, a njihove ni v občinskem proračunu. Takole so jo pokrpali kar sami. Glavnina sredstev bo letos šla za skoraj 30 milijonov evrov vredno gradnjo kanalizacijskega sistema, pojasni župan. Zdaj je težko, drugo leto bo pa še težje. In vsi tisti, ki si predstavljajo, ko se zgradijo na Pohorju vikende ali pa se preselijo sem, da bo takoj kak je asfalt naredil njihove hiše, se bridko motijo. Treba se zavedati, da smo v krizi, treba se zavedati, da ni finančnih sredstev. Pri Saubermacherju naj bi svojo plat zgodbe predstavili jutri. Na srednji lesarski šoli v Mariboru so pripravili tradicionalne igre dobre volje, na katerih sodelujejo otroci in mladostniki z motnjami v duševnem in motoričnem razvoju. Na 38. srečanju letos v organizaciji Mariborskega doma Antona Skale se je pomerilo okoli 100 mladih udeležencev. Rdeča nit iger je bila pravljica o tem, kako dečka iščeta zdravilo za rožo, ki umira. Varovanci iz 10 domov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami so sestavili 10 tekmovalnih skupin in med otvoritvijo iger dobre volje komaj dočakali, da so se lahko pred vrstniki dokazali s spretnostjo in hitrostjo. To so igre, ki so izmišljene samo za danes. Igre smo sestavili po predlogu knjige in pravljice doktorice Jerce Legan-Cvikl z naslovom Drevo. Med ovirami smo mogli iti. Je bilo težko? Ne, malo smo imeli treme. Treme? Ja. Kaj pa moči je bilo dovolj? Ja, je bilo moči dovolj. Premagali so nas punce. Nismo dovolj vadili. Na prvi igri smo se morali obuti v škornje, pelerino gor dati, pa vedro nositi. Čeprav je šlo za tekmovanje v prilagojenih športnih disciplinah, pa rezultati niso bili v ospredju. Da se imajo lepo. Predvsem pa to, da lahko svoje sposobnosti, svoje tekmovalne sposobnosti, svoje umetniške sposobnosti pokažejo pred vsemi. Da jih navadimo odgovornosti in samostojnosti, ter da jih nekako vključimo v to družbo, kjerkoli so. Igre dobre volje, ki so vsakič druge, bodo prihodnje leto v Črni na Koroškem. Na Mariborski fakulteti za gradbeništvo je že 4. leto zapored potekalo mednarodno tekmovanje v gradnji mostov iz špagetov z naslovom Ali je kaj trden most. Letos so se ga poleg domačih udeležili tudi študentje iz Romunije in Srbije. Najtrdnejši špagetni most pa je zdržal obremenitev več kot 20 kg. Špageti številka 7, vroče lepilo in veliko natančnosti so osnovne sestavine potrebne za izdelavo špagetnih mostov. Da ti zdržijo kar se da veliko obremenitev, pa je potrebno strokovno znanje študentov gradbeništva. To nam gradbenikov nepoznan material. Moramo se prvo spoznati z materialom, potem z vezivom, ki je v našem primeru lepilo iz vroče pištole. Mislimo, da će biti neko drvo, tako smo i pripremali, da će biti neki štapići od drveta. Kad smo vidjeli da su obične špagete, iznenadili smo se, ali snašli smo se nekako, pa vidjet ćemo šta će biti. Ko so bili mostovi izdelani in lepilo suho, je napočil čas za preverjanje njihove trdnosti. Izkazalo se je, da lahko zdržijo tudi težo večjo od 20 kg. Real bridge? I don't think so. Maybe walking bridge? Not even walking bridge. I wouldn't risk my life going on a spaghetti bridge, I'm sorry. Projekt Ali je kaj trden most, ki ga organizira Društvo študentov Mariborske fakultete za gradbeništvo, je sicer namenjen predvsem druženju študentov gradbeništva. To je tudi osnovi nek moto našega društva, pač se trudimo študentom ponuditi tudi neke dejavnosti. Žal pa študenti ugotavljajo, da je zaradi številnih administrativnih ovir na domači in drugih fakultetah organiziranje tovrstnih tekmovanj vse težje. S tem pa upada tudi zanimanje študentov zanje. Na mariborski tržnici so se študentje že 10-tič pomerili v kuhanju bograča. Rekordnih 28 ekip, med njimi tudi študentje programa Erasmus ter skupini iz Porabje in Madžarske, se je kuhanja lotilo z le nekaj izkušnjami, vendar z obilo dobre volje. Pravi kuharji bograča so se priprav lotili že včeraj, s sila preprostim opravilom, rezanjem čebule. A kaj, ko je bilo treba narezati kar 40 kg? Sekljana v nekem mikserju zmleta in tak naprej, ni to. Nož, deska, seklja se čebula, se spraži čebula. Toliko čebule potrebujejo, da znamenito prekmursko jed skuhajo v 350-litrskem bakrenem kotlu. Dovolj ga bo za okoli 700 študentov, tako da tudi tisti, ki se s pripravo bograča srečujejo prvič, ne bi ostali lačni. Prišli smo bograč delati,
To je baje, ne smeš reči golaš, ne? Ni isto, da me nekdo napadel. Drugače pa ne vem, jaz prepustim to puncam, jaz imam pa drva čez, ne? Prvič kuhate bograč? Ja, prvič. Vsa ekipa prvič? Ja, šefe, trenutno ga še ni. On obvlada, tako da mi smo pomoč. Krompirček, čebulček, 3 vrste mesa, divjačina, svinjina, pa govedina, pa tiste skrivne sestavine, ker se pač ne morejo izdati, ne. Trenirali smo zdaj celo leto, nekaj je bilo toplo, pa doma delali piknike, pa kuhali bograč, tako da nekaj smo izboljšali ene zadeve. Ste že mojstri kuhanja bograča? Zanimivo vprašanje, no, tega ne bi rekel, ampak ne bi trdil, ampak ja, no, imamo že nekaj kilometrin za sabo. Zakaj pa ni nobene ženske zraven? Ženska v kuhinji. Majhna skrivnost velikih mojstrov bograča pa je, da se mora jed kuhati najmanj 4 ure. Kot nalašč za študente, saj jim tako ostane dovolj časa za druženje. Bati se je le, da jim ob tem ne bi zmanjkalo ene od sestavin, vina. V bograč ga je treba namreč dodati tik pred koncem kuhanja. Spoštovani, to je bil pregled pomembnejšega dogajanja tega tedna. Hvala za pozornost in nasvidenje.